Nazaj smo ekstravizor o pokojninskem labirintu gledate. Nizka pokojnina je realnost in težava velikega dela slovenskih upokojencev. Kdor je delal vse življenje za minimalno plačo, brez dodatne pomoči države ne bi imel niti 620 evrov pokojnine. Toliko namreč znaša zagotovljena pokojnina. Skrb pa vzbuja še nekaj, skoraj polovica zdajšnjih delavcev v Sloveniji dela za tako nizko plačo, da ob upokojitvi na kaj več ne morejo računati. Marta Kosec se je še nepolnoletna zaposlila v brežiški bolnišnici. V službo sem šla leta 1955, to je bilo pri 18 letih, in sem delala skozi v brežiški bolnici, v pralnici, pol pa še v lekalnici. Sicer je bilo pa tako, da smo mogli delati, kje je bilo treba. Delo je bilo naporno, bolnišnično perilo so perice prale na roke kot doma. Gospa Marta je vztrajala, dokler ni izpolnila pogojev za tako imenovano polno pokojnino. V 80-ih, če si imel dovolj delovne dobe, štela je tudi dokupljena, starost ob upokojitvi ni bila pomembna. Tako se je naša sogovornica upokojila s 35 leti skupne delovne dobe, stara 50 let. S polno delovno dobo je bila zelo majhna pokojnina takrat. Ko sem šla jaz v pokoj, je bila 26.000 dinarjev še takrat, pa se mi je zdelo, da imam zelo veliko, ampak pol se je pa to vse spremenilo, smo pa ugotovili, da to ni veliko. Pa ste pričakovali, da bo penzija višja, vas je presenetil takrat znesek, ko ste ga dobili? Ne, ker sem vedela, da so bile plače tako majhne, da ne more biti več. Ne, ni me presenetilo. Zadnjih 5 let je tudi Marta Kosec upravičena do zagotovljene pokojnine. Takrat so dali tisti, ki so imeli najnižje polno delovno dobo, pa tako nizko pokojnino so dali tiste evre gor, tako da imamo zdaj 620 evrov. Tudi številni delavci, ki so se upokojevali leta in desetletja za gospo Marto, so v podobnem položaju. Nekdo, ki je 40 let prejemal minimalno plačo, je po izračunih ZPIZ-a v pokojninsko blagajno vplačal blizu 90.000 evrov prispevkov. Premalo, da bi se tudi približal minimalni pokojninski osnovi, kaj šele zagotovljeni pokojnini. In to je žalostno, da človek dela polno delovno dobo, toliko stariš, ko ne moreš več delati, pa nimaš toliko, da bi si dom plačal. To je žalostno. Enaka usoda čaka tudi današnje zaposlene z najnižjimi plačami. Po oceni Ministrstva za delo danes minimalno plačo prejema skoraj 66.000 ljudi. Se pravi, delavec z minimalno plačo dobi na račun 775 evrov. Delodajalec mu mora prispevke obračunati od najnižje predpisane osnove, ki letos znaša 1114 evrov. Tako vsak zaposleni z minimalno plačo v pokojninsko blagajno vsak mesec vplača 173 evrov prispevka, delodajalec pa še, sicer polovico manj, 98 evrov. Skupaj torej prispevata 271 evrov mesečno. Po 40 letih dela za minimalno plačo bi ženski, se pravi upokojenki, pripadlo 352 evrov pokojnine. Moškemu pa zaradi nekoliko nižjega odmernega odstotka še manj, le 329 evrov. Pod črto, da bi imela delavec ali delavka z minimalno plačo po 40 letih delovne dobe in s 60 leti starosti zagotovljeno pokojnino 620 evrov, morata ZPIZ in proračun skupaj dodati. Ženski 268 evrov ali več kot 2/3 njene zaslužene pokojnine. Moškemu pa še več, skoraj še eno pokojnino zraven, kar 291 evrov. Opisana solidarnost ima več posledic. S tem, ko je upokojencem z nizkimi pokojninami priznala višje zagotovljene pokojnine, je država več kot 87.000 upokojencev res nekoliko odmaknila od socialnega dna, a je s tem povzročila tudi nova nesorazmerja. Socialni korektiv pri najnižjih pokojninah je tako velik, da imata tako rekoč enako pokojnino delavec, ki je prejemal minimalno plačo, in tisti, ki je prispevke plačeval od nekaj 100 evrov višje plače. Na nič več kot 620 evrov pokojnine niti danes ne more računati ženska s 1500 in nekaj evri bruto plače, ne moški z dobrih 100 evrov višjo plačo. In takih je po podatkih SURS-a, pozor, skoraj polovica zaposlenih v državi. Moških še nekoliko več kot žensk. Gospa Tominšek, 40 let delovne dobe, če je nekdo prejemal minimalno plačo, torej ne zadostuje niti za 620 evrov pokojnine. S tem verjetno ne moremo biti zadovoljni.
Prav gotovo ne. In moram povedati, da smo bili prav na Zvezi društev upokojencev Slovenije leta 2017 pobudniki, da se zagotovi tistim upokojencem, ki imajo po domače zdaj rečeno polno dobo, ker pa je bila polna za nekatere 35, zdaj je kot imamo 40, zagotovi, prosim, na višji ravni, ker je to sramota, smo rekli. Danes poslušajte naše politike, vsi govorijo, da so nekatere višine pokojnin, bom rekla, sramotne. Ampak pobudo, še enkrat poudarjam, smo dali mi na Zvezi društev upokojencev Slovenije. Moram se zahvaliti generalnemu direktorju tukaj, ker so nas podprli in takrat tudi minister za delo, da smo potem seveda dosegli pač Zdaj ta zagotovljena pokojnina 620 evrov je pravzaprav nekakšen socialni korektiv, ne? Gospa Ribič, mi vemo, to ni dovolj niti za najosnovnejšo oskrbo v domu za starejše, denimo 620 evrov ponekod je že premalo za tisti najosnovnejši nivo. Ja, ampak moramo se pa tudi zavedati, da je vsak, ki potrebuje dom, ga tudi dobi in da mu potem razliko plačujejo zavezanci za plačevanje oziroma občina na koncu. Tako kot je rekla gospa Dominšek, v letu 2017 je bil uveden institut zagotovljene pokojnine, takrat je bila višina 500 evrov, zdaj je višina 620 evrov. In ravno iz tega razloga, ker bi pokojnine glede na plačane prispevke bile toliko majhne, je bil ta institut zagotovljene pokojnine uveden. Moramo se pa tudi zavedati, da višina pokojnine je odvisna od višine plače, ki jo je nekdo prejemal, in ne od višine vplačanih prispevkov. Tako, in slišali smo, trenutno skoraj polovica Slovencev dela za plačo, ki bo zadostovala niti za 620 evrov. Pa me zanima, gospod Ivanc, kakšen je vaš pogled na to, kako do višjih plač? Torej, više plače, ključen razlog je pač višja produktivnost gospodarstva, višja dodana vrednost. Konec koncev država pri sebi v javnem sektorju ima to moč, da lahko vpliva na gibanje plač v javnem sektorju, ter ima sicer potem mejo pri proračunu oziroma pri zadolževanju države za te potrebe. Na drugi strani v zasebnem sektorju ima pa edino moč z v bistvu usklajevanje minimalne plače. Medtem ko na osnovi drugih plač te pač potekajo po kolektivnih pogodbah ali pa se nekako tržno oblikujejo. Tako da rad bi samo to povedal, no, da dejansko pri dodani vrednosti smo bili zelo uspešni. Torej ta se je pri nas povečala glede na države EU za 10% več v 10 letih, ampak na drugi strani se je pa v bistvu povečevala precej manj kot v drugih državah, ki so se pridružile EU takrat, ko smo se tudi mi. Tako da dejansko glede na stare članice EU smo dosegli nek preboj, glede na druge manjše, novejše članice pa v bistvu nekoliko manj. Trenutno zelo aktualna je mini davčna reforma. Včeraj bi morali poslanci v njej glasovati, zdaj je glasovanje preloženo, tudi referendum, kar kaže, da verjetno ne bomo uspeli z njo. Gospa Jerkič, boj za višje plače je srž sindikatov za to, da bi delavci imeli višje plače, ampak vi ste proti mali davčni reformi. Zdaj nekoliko mešamo hruške in jabolka, ne? Mala davčna reforma prav nobenega vpliva nima na pokojninske prilive, zato ker se ima na višje plače, dohodnine, ima na višje neto plače, ne pa na višje pokojnine. Nasprotno, moja trditev je, da vkolikor bo taka reforma uveljavljena, v naslednjih vsaj 2 letih ne bomo imeli več rasti plač, ker jih delodajalcem ne bo treba dvigati, ker se bo neto plača dvigala zaradi davčnih razbremenitev in zaradi tega tudi prilivi v pokojninsko blagajno ne bodo nič večji. Tako da tole je lahko bil kdaj ki argument, je pa čisto zavajanje. Bi pa rekla nekaj na to vprašanje, s katerim verjetno se vsi ukvarjamo. Mi imamo pravzaprav 2 veliki skupini ljudi, eni so aktivni upokojenci, rečemo temu tako, in v tem sistemu bi bilo najbolj enostavno dvigniti vse osnove, zdaj govorim tehnično seveda. Če hočemo ohraniti razmerje med plačenimi prispevki in višino pokojnine, potem je treba ob dvigu spodnjih pokojnin dvigniti tudi vse ostale. Koliko bi toliko ta izračun prinesel, se jaz ne upam niti tvegati, verjetno zelo veliko, ampak ta skupina ljudi ima pravice na podlagi, to so pridobljene pravice na podlagi zakonodaje, ki je veljala ob upokojitvi. In to drugo skupino, ki pa gre v upokojevanje, kjer je pa seveda še vedno čas narediti kaj na področju plač in nedvomno bo dvig plač tisti, ki bo zagotavljal tudi bolj dostojne pokojnine. In mogoče v zvezi s tem
Samo za začetek eno od stvari, ki nimamo urejene, a ne pobiranje prispevkov. Mi imamo, kot sem že enkrat rekla, skupino ljudi, ki plačuje prispevke, to so zaposleni delavci in v zadnjem času, a ne, tudi zaradi razvoja različnih oblik dela, skupino ljudi, ki pa en del prispevkov plača, a ne. So to lahko negotove delovne razmere, pa je to lahko črno na delo. Za trenutek bomo še ostali pri davčni reformi. Gospod Papež, bi imela kakršenkoli učinek na pokojnine, na pokojninsko blagajno? Glede prispevkov, ker so enake bruto plače, bi bil enak priliv. Na pokojnine za nove upokojence bi imela, ker bi se povprečna stopnja davkov in prispevkov znižala, kar pomeni, da bi preračun pomenil, da bi se upoštevale višje neto plače, se pravi nižje neto plače, in valorizacijski količniki zaradi rasti neto plače bi bili ugodnejši. Se pravi, za nove upokojence bi šle višje pokojnine. Vrnil bi se samo na zagotovljeno pokojnino. Napaka pri zagotovljeni pokojnini je bila takrat v začetku narejena, ko je ZDUS predlagal, da bi se ne samo za 40 let zagotovila, ampak tam od 37 let naprej, da tisti, ki imajo pa manj kot 37 let, pa naj grejo potem na centre socialno delo. Zdaj pa smo prišli do situacije, ko ima nekdo za 40 let dobe 620, nekdo za 39 let dobe pa 70 evrov manj. Tako da je to nesorazmerje v redu. Te stvari se dajo vedno še popraviti. Dobro, zanima me položaj mladih, večkrat smo jih omenjali, vendarle imamo precej nenavaden trg stanovanj, trg nepremičnin, mladi težko pridejo do njih, tudi negotove oblike dela so vse bolj pogoste, raste tudi število samozaposlenih v pokojninski blagajni skozi leta. Če se pogleda številke, gospod Lavtar, kako vi gledate na te oblike, na razne SP-je, v katere so mladi pogosto prisiljeni, ker je to nekaj, kar je blizu tudi delodajalcem, morda bomo potem vprašali še gospoda Ivanca, ampak kakšen je položaj mladih? Je to, da vplačujejo recimo SP-ji od najnižjih osnov prispevke nekaj, v kar so prisiljeni, ali kar jim ustreza? Mogoče bi se sam začetek še navezal na prejšnji stavek gospe. Jaz sem za to, da plačujemo pokojnine, ampak definitivno pa nisem za to, da razmišljamo, da bomo od tega, tako kot sem rekel, živeli. Ker, mislim, to je, se na koncu nimaš kaj izgubiti. Če bo penzije take, kar si mi predstavljamo, da ima reči, v najboljšem scenariju, super. Ampak ne računati na to. Če ne računaš, boš imel backup scenarij in boš nekaj delal na tem, da boš dejansko nekaj bolj za penzijo tudi imel, da boš užival. Tako da, mogoče sem to, nisem proti temu, ampak definitivno pa dajmo razmišljati svojo glavo, izobrazimo se okrog tega in obljubim, da bo precej. Vi imate 70 zaposlenih, mladi so, kako pa oni gledajo na to? Kdo skrbi za svojo prihodnost, tudi če nima toliko kot vi? Koliko jih razmišljajo? Večinoma ne razmišljajo o temu. Mi se trudimo, imamo določena izobraževanja na to temo, imeli smo okrog investicij, zdaj bomo tudi mi nek sistem vzpostavili, da bomo mi pri tem varčevanju pomagali, da bomo reči, bolj jutri imamo, da bomo reči, razkritev, kako bomo to delali, imamo nek nov sistem. Ampak v glavnem probamo jih izobraziti, probamo jim dati take plače, da je lahko dejansko nekaj na stran dajali, finance in probamo razložiti. Na ta način se mi zdi z izobraževanjem, se mi zdi, da se največ da narediti. Gospod Ivanc, kako velika težava so te negotove oblike mladih, pozno tudi vstopajo na sam trg dela, pozno začnejo plačevati v pokojninsko blagajno, zneski so torej nizki, vsaj v tem začetnem obdobju, je to težava? Zdaj, ko sem pogledal malo statistiko za nazaj, zadnjih 10 let sem videl, da je dejansko bil delež samozaposlenih približno pri 10% vseh delovno aktivnih. V bistvu se niti ni toliko povečalo. Hkrati pa moramo eno stvar vedeti, da te samozaposleni, torej znotraj samozaposlenih je največja moč strukture, so samostojni podjetniki. Ne drži, da so mladi zgolj prisiljeno samostojni podjetniki. V številnih dejavnostih, kot je recimo IKT dejavnost, se odločajo samostojno za to pot, kajti delajo za več naročnikov in zakonodaja to omogoča. Tako da v tem primeru seveda tudi izkoriščajo to možnost, da lahko ob istem, recimo, strošku svoje storitve pridobijo višji neto dohodek, ki pa seveda na drugi strani bi ga morali, oziroma ga verjetno, potem oplemenitijo z varčevanjem različnih načinov, ali z nepremičnino, ali z finančnimi oblikami. Tako da dejansko
te ljudje bodo dejansko povečali neko premoženje, več premoženja tekoče ustvarjajo kot ostale strukture. Zaradi tega pač tudi na stara leta je razumno, ne, da bi država upoštevala tudi to razliko, ki nastane v premoženju, ne zgolj v manjšem dohodku, ki ga imajo ti zaposleni. Pogoj za to, da nekdo lahko varčuje, je dovolj visoka plača, ne, gospod Tominšek? Ja, jaz bi ravno glede tega vprašanja, namreč, ali je za našo državo, ki se deklarira za socialno, kot veste, v ustavi, to se pravi, ne gre samo za pokojninski sistem, ampak mi smo socialna država. Tako je deklarirano v ustavi, poleg demokratične, da smo. In bi se vprašala, ali dovolj preko vseh sredstev, bom rekla, ki jih ima družba na razpolago, vzgajamo naše prebivalstvo, pa od pionirjev dalje pa do nas starostnikov, o tem, kaj pomeni, bom rekla, pa ne bo to zdravstveno zavarovanje, socialno ali zavarovanje za primer brezposelnosti. Govorimo o socialnem zavarovanju. In kako pomembno je za vsakega prebivalca, ker od tega ni odvisno samo življenje tistih, ki so, ampak praktično vseh, zlasti pokojninski sistem je tak, ki zadeva skoraj vse državljane v tej ali drugi obliki. In mislim, da bi morali si na to vprašanje odgovoriti tudi z vidika delodajalcev. Jaz bi rekla, da je sramotno, bom tako ne rekla, nisem pričakovala, ko sem ostala v tej državi, nisem hotela ostati v Ameriki, pa bi lahko pred 60 leti, pa sem rekla, ne, to je moja domovina, tu bom jaz ustvarjala in delala. Pa nisem pričakovala, zdaj pa to odkrito povedala, take razlike, kot je danes, pa mogoče bo tudi tu kakšen delček rezerve, da bomo lahko mladi kader bolje plačali. Ali je prav, bom rekla, da nekdo dobi 1:100 ali več, oprostite, včasih tega ni bilo. Pravičnost razmerij tudi pri plačah. To vprašanje bo treba načeti, oprostite, tudi to vprašanje. Tudi to. Tu bomo mi zdaj pogledali še eno grafični prikaz o teh odstotkih, ki jih je omenjal tudi gospod Ivanc, koliko pravzaprav kdo vplačuje v pokojninsko blagajno. Vidimo največ, skoraj 84% vplačajo zaposleni, zasebniki so tam nekje pri 8%, je pa res, da jih je bilo recimo pred 10 leti 61 tisoč, danes jih je 15 tisoč več, ampak kar je problem vplačevanja od teh najnižjih osnov, pa vas, gospa Ribič, prosim še za en komentar, je, da je že zdaj jasno, da če bodo vztrajali v tem sistemu in plačevali od najnižjih osnov, da bodo to ljudje, ki jim bo ob upokojitvi država morala doplačevati do zajamčene pokojnine, do take, kot gospod Lavtar pravi, da bo omogočala vsaj preživetje. Se ne zdi, da je to težava, treba sistem SP-ja urediti drugače? Mi se moramo v prvi vrsti zavedati, da pokojninski sistem ni navaden zavarovalniški sistem. Ima notri tudi to solidarnostno noto in ta solidarnostna nota je ravno v tem, da tisti, ki plačujejo od nižjih osnov oziroma bi jim bila izračunana pokojnina manjša od zagotovljene pokojnine, da jim prispevajo tisti, ki so plačevali več. Se pravi, jim ne prispeva država, ampak se to krije od tistih prispevkov, ki so jih plačevali tisti. Razumem, ampak če omogočamo to plačevanje od najnižjih osnov, to dolgoročno ustvarja nek, recimo temu skoraj socialni problem. Ti ljudje ne bodo imeli dovolj visokih pokojnin, pomagati bo morala država. Mi smo bili na to upozorjeni tudi s strani strokovnjakov od mednarodnih organizacij in to bo tudi stvar debate, ki jo bomo imeli skupaj z vsemi socialnimi partnerji, ko se bo pripravljala pokojninska reforma v okviru načrta za okrevanje in odpornost. To treba urediti. Bi pa, če lahko, zelo sem zadovoljna in vesela, da je prišla ven ta debata o mladih, ker naše mnenje pa je, da moramo delati na mladih, ker pokojninski sistem, ki ga bomo gradili, je pokojninski sistem za mlade in moramo narediti sistem transparenten, mlade moramo zmotivirati, da bodo plačevali od svoje plače tudi kaj v drugi steber in se nam zdi res to zelo pomembno, da mlade ozavestimo in da tudi oni sami pridejo do tega, da je potrebno plačevati in nekaj narediti za svojo pokojnino, kajti država bo poskrbela samo za osnovno socialno. Zdaj smo govorili o mladih, v naslednjem krogu tudi o starejših delavcih, kratek premor sledi, po njem pa ob tem, kar sem omenila, tudi o tem, zakaj je pokojninska blagajna polna socialnih korektivov. So nekatere
stvari šle iz pokojninskega zavarovanja in se je izkazalo, da je bilo to slabše za prejemnike. In to je bilo zelo pomemben prispevek k izboljšanju finančnega stanja teh upokojencev.